Oj, Ivan, vsem lep pozdrav iz studia 136. Danes sem ponovno z vami, Katja Buda. Upam, da ste srečni vsaj tisti z jajci. V Gorenju so po sredini zaustavitvi proizvodnje zjutraj ponovno začeli z delom. Na prekinitev stavke se je odzval tudi gospodarski minister Matej Lahovnik, ki meni, da bo morala uprava pojasniti dvome, ki so v ozadju z morebitno lastniško konsolidacijo med družbo Ingor in nekaterimi družbami z Gorenjem. Kot je dejal Lahovnik, bosta uprava in nadzorni svet Gorenja morala s strpnim komuniciranjem in dialogom vzpostaviti vnovično zaupanje zaposlenih in sprejeti ukrepe, ki so nujni. Še bolj pa je bil kritičen do izjave prvega nadzornika Gorenja Jožeta Napoleon Zagožna, ki je za Finance ob začetku stavke izjavil: "Stavkale so ženske, ki imajo veliko posojil za cunje." Tisto izjavo, ki se je pa privoščil na račun delavk, je pa nesramna in žaljiva in tudi mene je sram, da predstavnik kapitalske družbe v nadzornem svetu lahko izreče kaj tako žaljivega, nedostojnega, v škodo tudi družbe v času, ko se razmere umirjajo. Očitno želi prilivati olja na ogenj in mislim, da je zadnji čas, da razmisli o svojem odstopu. Do svojega strankarskega kolega Napoleona pa je bil presenetljivo kritičen tudi poslanec SDS Andrej Vizjak. Mislim, da je to zelo neprimerna izjava. Hvala lepa. Na seji odbora za delo, ki je obravnaval letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za leto 2008, so nekateri izrazili nestrinjanje z napovedano zamrznitvijo pokojnin in z nekaterimi ukrepi pokojninske reforme, ki bi slabšali možnosti pri upokojevanju. Zlasti sta bila kritična Franc Žnidaršič, Desus, in Srečko Prijatelj, SNS. Minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik je za Vest pojasnil svoj optimizem glede pokojninske reforme. No, optimisti moramo biti do konca, sicer bi nehali delati to, kar delamo. Poslanska skupina Zares v pismu premierju Borutu Pahorju zahteva, da bi še pred sprejetjem proračuna za leti 2010 in 2011 na koalicijskem vrhu opravili temeljito razpravo o nakupu Patrii, je dejala vodja poslanske skupine Zares Cveta Zalokar Oražem. Po njenem bi morali v okviru oblikovanja proračuna oblikovati tudi stališče o višini sredstev za nakup Patrii. In zakaj koalicijska stranka piše premierju na način, kot to ponavadi počnejo opozicijske stranke? Napišeš pismo, ga pošleš v kabinet, skličeš tiskovko in javno spregovoriš o zadevi. Srž tega je, da pač koalicija postavlja določene prioritete. V tem trenutku je prioriteta koalicije predvsem v tem, da pripravimo silno zahteven proračun v letu 2010, za leti 2010 in 2011. Mi smo v okviru pogovorov in usklajevanj, ki smo jih imeli vse skozi izpostavljali tudi vprašanje Patrii, tudi na včerajšnjem koalicijskem vrhu. In med drugim smo včeraj tudi napovedali, da bomo takšno razpravo zahtevali, podobno kot jo je stranka Desus zahtevala na najvišjem nivoju v zvezi z vprašanjem zamrznitve pokojnin. Zaradi nepravilnosti v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji v času, ko je bil njen direktor Iztok Podbregar, je bilo vloženih 11 kazenskih ovadb, je po zaprti seji Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb in za nadzor javnih financ dejal predsednik slednje Andrej Vizjak. Kot je dejal, gre za znatno oškodovanje državnega premoženja. In za koliko denarja naj bi šlo? Za kakšno vsoto gre? Gre za različne primere, gre za razpolaganje s tem tako imenovanim črnim fondom, gre za nabave določenih čisto določenih daril, gre tudi za konkretne številke v denarju, kar lahko ocenim na zelo velike vsote. V tednu mobilnosti je skoraj celoten ministerski zbor na sejo vlade prišel peš ali pa s kolesi. Premier je šel celo na mestni avtobus. Po odhodu seje smo ujeli 2 ministra kolesarja in enega peš ministra. Vi ste prišli peš?
peš. Kako gledate na to, da se hodi nekako peš z kolesi, samo ob takšnih dnevih, ne pa mora biti tudi kdaj drugič? Ja, meni je žal, da ni to vedno tako. Je pa res, da smo ministri tako zasedeni in da imamo tako močne urnike, da peš v bistvu bi vsak drug sestanek lahko izpustili. Gospod minister, polna oprema se temu reče, čelada, kolo, napumpane gume, ampak zakaj to le v takšnih dnevih, kot je naprimer tole zdajle, ne pa večkrat? Jaz nisem z Ljubljane doma, to je prva stvar, ampak vam moram reči, da ko sem ugotovil, kako hitro se pride z ministrstva s kolesom, ki je sicer na drugem koncu Ljubljane, razmišljam, da bi tole večkrat uporabil. Je to vaše osebno vozilo? Ne, to je ministrovo, oziroma ministersko. Ministersko? Ministersko. Hvala. Po desni. O volitvah za rektorja Univerze v Ljubljani komentar dneva Žiga Krušič. Študentski svet Univerze v Ljubljani je 8. septembra po dolžnosti podal mnenje in se z večino glasov odločil za javno podporo kandidatu Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo profesor Stanetu Pejovniku. Glasovanje je potekalo tajno, zato prostora za politične pritiske in spletke ni bilo. Člani študentskega sveta univerze so si pred sejo prebrali programe vseh kandidatov, poslušali njihove predstavitve in odgovore na vprašanja, ki so se dotikala aktualne študentske problematike. O kandidatih smo napisali svoje komentarje, ki predstavljajo osnovo za pripravo mnenja sveta. Rezultati glasovanja in tudi mnenja o kandidatih so že bila poslana vsem študentom in lektorjem, ki so pooblaščeni, da v imenu študentov univerze volijo novega rektorja. To je mnenje študentov, ki dobro poznajo razmere na univerzi in so s kandidati že sodelovali. Zakaj je to glasovanje tako pomembno? Ker je študentski svet univerze uradno predstavniško telo študentov znotraj univerze, hkrati pa je v svojem delovanju pa popolnoma samostojen. Presenetljivo je, da je en kandidat zbral več glasov kot ostali trije skupaj. Za novega rektorja upamo, da bo na univerzo prinesel prepotrebne spremembe na praktično vseh področjih delovanja. Hkrati pričakujemo, da ne bo posegal v svoboščine in avtonomijo skupnosti študentov, kot tudi ne v avtonomijo študentskega sveta. V letošnjem letu je prišlo do napada na študentski svet strani obstoječih predstavnikov univerze in do poskusov vplivanja na delovanje in avtonomijo sveta. To je ustvarilo med svetom in rektoratom prepad, ki ga bomo morali v prihodnosti premostiti, če želimo konstruktivno sodelovati. Pozivamo vse študente in lektorje, da pridejo 21. in 29. septembra na volitve in se preudarno odločijo za enega od kandidatov. Le z veliko udeležbo na volitvah lahko soodločamo, kdo bo vodil našo univerzo. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V avli Nove Ljubljanske banke so otvorili oblikovalsko razstavo Rezek, whatever. Poučno tudi za neoblikovalce. I'm gonna mess with you. Še vreme, naš namig. Če se odločate za stavko, potem si zagotovite vsaj kakšen kredit za kakšne fancy cunce ali pa čeveljčke. Ja, iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti z mano. Lepo se imejte. Adijo.